Ko imaš očeta z več kot 300 nastopi v prvi ligi, z izkušnjami iz tujine in tudi slovenske reprezentance je tvoja usoda že skoraj začrtana. Tiocipot ima močne nogometne gene, a v najbolj popularno športno igro ga ni potisnil oče, vzljubil jo je sam. Mama me je vozila na vse turnirje, ker je ona bila bolj tista, ki me je vozila. Oče je bil nogometaš, on je igral in oče me je res pustil, do 13. leta nismo govorili nič o nogometu, niti na eno tekmo me ni prišel gledati. In jaz mislim, da koliko sem to bil razočaran, je bila tudi dobra stvar v mojem življenju. Pol pa mama, vi veste, kot so ženske. Najbolj vesela, ko daš gol, ko si najboljši igralec, slikanje. In to je pa tudi ena stvar, katero otrok potrebuje. Iz njegovih ust prihajajo besede, za katere bi rekli, da sodijo v stare, romantične, nogometne čase. Če ti nimaš ljubezni do nogometa, ne boš nikoli uspel. Zato, ker od 6. do 14. leta te samo ljubezen do nogometa žene. Da vidi svoje prijatelje. Mi smo bili nestrpni, ko gremo na trening. Zdaj jaz slišim neke mlade fante, trening imam. Mi smo komaj čakali. Mi smo bili v obdobju, ko smo se z bicikli dobivali po 3-4, smo imeli zbor z kolesi, da se pelamo na trening. Zdaj imajo vse, fanti imajo vse in nekako mi je žal, da ni več te iskrice. Trenerji so v njem hitro prepoznali talent. Da bi še hitreje napredoval, so ga pogosto na teren poslali z več let starejšimi fanti. Pristop, ki je pospešil njegovo nogometno dozorevanje. Mi smo imeli v Muri dobro ekipo in naša generacija je res bila vrhunska. Jaz sem sicer igral z starejšimi, z 2002 letnikami, do U15 sem bil z njimi in jaz sem se povezal s starejšimi dečkami, kar mi je tudi mogoče pomagalo, ko igraš s starejšimi. Saj so oni tam, ko so oni bili 13 let, so oni že odraščali. Jaz sem pa še vedno bil manjši, fizično ne tako močen in se mogel dosta dati na svoje znanje, na nogometno inteligenco. In jaz mislim, da sem dosta pridobil v tem obdobju. Delal je velike korake naprej. V Sloveniji je nogometni vrhunec doživel leta 2021, ko je bil del črno-bele ekipe, ki je prvič postala državni prvak. Anta Šimunča me je priključil, nisem bil standarden član, nisem bil niti standardno v kadru na klopi, ampak imel sem pa starejšega brata, kateri je pa bil že nekako član in jaz mislim, da se veseliti svojim lastnim bratom tega naslova v svojem mestu je bilo nekaj najboljšega. Potem naslednji korak je bilo vsekakor prestop v Italijo, ampak to se ni zaključilo. Hitro sem dobil ta debi in zdaj, ko gledam nazaj, lahko rečem, da je to res neki izjemen trenutek oziroma izjemen uspeh, ki je uspel meni kot mlademu nogometašu debitirati v seriji A, igrati nekaj tekem v tistih 6 mesecev. Škoda, da smo izpadli, ampak to je nogomet, krut šport. In jaz sem na tisti točki mislil, bila je glava malo zmešana. Vse se mi je dogajalo tako hitro, v nekem kratkem obdobju. Lahko bi rekel, da sem letel visoko, ampak hitro sem padal nizko, kot sami reče, to je ta pregovor. Čeprav je bil padec na realna tla trd, ni ubral lažje poti, ki bi ga lahko oddaljila od nogometa, temveč se je pobral in gradil na izkušnjah. V kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo je igral ključno vlogo v napadu. Nastopil je na 5 tekmah in dosegel 6 zadetkov, tudi morebiti ključnega na gostovanju pri Francozih, ko se je tekma končala z remijem. Iskal sem neke izhode iz tiste negativnega obdobja, saj je bilo neko obdobje, ko nisem igral in bolj sem nek izhod v sili našel prav v tej reprezentanci, v reprezentanci U21, v katerem je tudi selektor dal neko zaupanje, neki iskren odnos in jaz mislim, da sem to rabo. Ta samozavest, katero sem pridobil v reprezentanci, ne bo šla nikoli v stran. Ko nastopaš v tujini, kjer je konkurenca neizprosna, hitreje odraščaš kot v domači coni udobja. Tio je Slovenijo zapustil pred 2 letoma in pol. Eden od receptov, da mu onkraj meja uspeva, je, da si je postavil jasno ločnico med zasebnim in športnim življenjem. Jaz mislim, da sem jaz oseba, katera je ful povezana s prijatelji. In jaz bi rekel, da imam mali krog prijateljev in to so res tisti prijatelji, kateri so z mano od vsega začetka. In mi s prijatelji se lahko zmenimo na najbolj nenavadne stvari, radi hodimo na ribičijo, se vsedemo, sedimo za vodo, grilamo, se pogovarjamo, igramo tudi druge športe, poleg nogometa in mislim, da je tudi zdaj neka ta popularna stvar, ta pikado,
V zadnjih 3 letih smo res naredili, imamo eno tako klet, bi jaz rekel, v Murski Soboti imamo vikendico od mojega dedija in smo si v kletu naredili neki boys room in mislim, da se vsake toliko dobimo in vržemo kako pikado, rečemo kakšno dobro reč, se malo pohecamo, uživamo v naravi predvsem. Po evropskem prvenstvu bo nekaj časa za počitek, nato pa znova klubske obveznosti. Po trenutnem načrtu v Italijo, kaj pa prinaša bližnja prihodnost? Jaz bi rekel, da se čez 5 let vidim v La Ligi. To mi je nek cilj. To sem si, ko sem debitiral pri Muri, sem rekel, La Liga so moje sanje. Dosta ljudi, dosta frendov mi je reklo, Tijo, pa ti si igral nekaj tekem serije, a nisi se ti izpolnil, sem se rekel, jaz sem sam sebi zadal La Ligo. In mislim, ne bom se branil, če bo kakšna druga stvar, zadeva prišla, katera me bo oskrbela do konca življenja in bom užival. Ampak glede nogometa se vidim v La Ligi, glede osebnega življenja pa se vidim neki vili z 2 Porschejoma. Ne, se hecam. Ne, se vidim neki hiši z ženo, rad bi imel 2 otroka. Če bi se dalo, bi rad imel 2 fanta, 2 dečka. Veste, če en uspe, drugi kaj, naj dela kaj hoče. Ampak ne, res, imel bi 2 otroka, ker sem odraščal z bratom in jaz mislim, da je to najboljša stvar. Ne bi se branil dekleta, ampak to bi bilo malo rizično za te zete, kateri bi prihajali v hišo, bi bil malo zaščitniški, ampak bi prebolel. V družini obrambno, zaščitniško, v nogometu ofenzivno napadalno, do zadnjega atoma moči.